Zdaj vidim, da imate kar nekateri mali izzive s tem, kako zdaj umestiti svoje odločitve, te svoje zaveze, ki ste jih dali v tisto našo skupino. Sem se hotel malo čez kakšne par primerov malo pogovarjati o tem menedžiranju časa. Zdaj vsi tako vemo, pa smo že stokrat slišali, ne, da imajo, ali pa da imamo vsi ljudje na tem svetu enako količino časa. Ne. Se pravi, tisti, ki je najbolj uspešen na tem svetu, pa tisti, ki je največ revež, žica, ima v bistvu enako minut časa, koliko je minut že na dan. Sem pogosto bral v kakšnih knjigah, 14,000 nekaj takega, ne. Se pravi, vsi imamo enaki. Mislim, da jih je 80,000 sekund, ali nekaj takega, se ne vem točno. A ja, ti v sekundah, veš, jaz sem Ja. V minutah, ne. Pač tisto, kar je tudi stalno beremo v teh knjigah, je to, da je pač čas je najpomembnejša komponenta, ne. Nažalost pač je tako, da moraš kar neka leta že imeti v življenju, da do tega spoznanja prideš, zato ker dejansko lahko vse izgubiš, ne, lahko zdravje izgubiš, pa se pozdraviš, lahko bankrotiraš, pa zaslužiš denar v življenju. Edina stvar, ki je nepovratna, ne, dan, ki je šel mimo, minuta, ki je šla mimo, mesec šel mimo, je pač dokončen in nepovraten. Ne. Se pravi, če to drži, če to res ne, da je čas najpomembnejša komponenta, v bistvu je čas življenja, ne. Zato v bistvu bi mogli na nek način se izolirati od stvari ali pa od ljudi, ki nas vlečejo neke trivialne zadeve, ne. Na koncu tudi tole, ki smo se prej pogovarjali o tej koroni, ne, kakorkoli je to zdaj nekaj, kar je strašljivo, kar je scary, pravzaprav kaj se dogaja, na nek način to ravno tako trivialna zadeva, ne, ker če neprestano to zdaj spremljamo, pa preberemo vse forume, pa vse filme, pogledamo, ki jih je po netu cel kup, nas potem to mentalno in jasno tudi časovno vleče stran od tega, ne, zato ker od teh naših ciljev, ne. Zato ker dejstvo je, da pač ne glede na to, koliko tega pogledaš, imamo silno majhen vpliv na to, kaj se pravzaprav dogaja, ne. Se pravi, vedno sem zagovornik tega, da se pač ukvarjamo ljudje v življenju s tistim, na kar imamo relativno velik vpliv. Jaz ne rečem, da tukaj nimamo prav benga, sigurno je neka osveščenost potrebna, zato sem vam tudi poslal recimo prej tisti video, ne, zato ker tudi jaz želim, da je več ljudi prebojenih, da več ljudi začne svojo lastno glavo razmišljati. Po drugi strani pa to z mojim poslom ali pa s tistim, kar počnemo, tudi v Success Factorju praktično nima nič, ne, tako da moram v svoji izlavi zelo omejiti, ne. Zdaj, to je ena stvar, ne, se pravi, da na nek način se probamo izolirati vseh teh stvari, ki nas vlečejo stran od tega cilja, ki ste si ga postavili, pa če ste si postavili različne časovne nivoje. Zdaj, druga stvar, ki je zelo pomembna, je to, da se, Brian Tracy bi temu rekel, da žabo pojeste takoj zjutraj, ne, se pravi, da tisto, kar je pomembno, da ga naredite najprej. Ne, to je ena stvar, ki mislimo, kar vsi malo izzivajo okrog tega, ker vedno najdemo še nekaj, ne, kar je treba narediti, pa bomo potem tisto, ne. Tako da to pojesti žabo zjutraj vam priporočam, si tudi to knjigo preberete, Brian Tracy, prav tako je naslov knjige, pojejte najprej žabo. Zdaj, naslednja stvar je, da se pač dela z koledarjem v roki, ne pa z listo pravil. Pač ta lista pravil je neka siva cona, kjer ljudje na to listo, kaj bomo vse naredili, delamo, dajemo gor neke stvari, ki so pomembne, ne pa urgentne. Se pravi, to se zdaj ravno tako navezuje na to prejšnjo točko. Eno je, kar je pomembno, ne, kar je pač treba opraviti, drugo je pa, kar je urgentno, ne. Se pravi, vemo, kaj je v našem poslu urgentno, vemo, kaj je tisto, kar je manj mekih activities, ne, in bi mogli bolj delati z rokovnikom, ne, z odločitvijo, da te 2 ure bom delal, kot pa z neko listo, kaj je potrebno narediti. Potem naslednja stvar je, kako se boriti s tem našim, kako se ne izrazim, hudičevim delom osebnosti ali pa s tem našim alter egom, ki nas skozi vleče v navade, ki jih imamo, v stare vzorce, v cono komforta in tako naprej. Zdaj, prva stvar, ki je treba narediti, se pač treba s tem soočiti, ne, treba si priznati, da ta naš del osebnosti, ki je tle in se pač treba malo boriti z njim, no, zdaj ne vem, če je prava beseda, boriti, pač, ker si enkrat priznaš, da je tukaj nekaj, kar te na drugi rami, ki te vleče v nekaj, kar ti do zdaj ni prinaša rezultatov, prvič ga je treba priznati, videti in se potem tudi lahko soočaš z njim. Zdaj, na kakšen način se soočati, ne, mogoče vam bo, to, ko vam bo rekel malo, mogoče se vam bo zdaj malo pretirano, ne,
Jaz pravim, mogoče se treba včasih malo kaznovati, kadar vas ta navada, ta hudič od dela osebno vleče stran. Ne. Prav, če se vi odločite nekaj, da boste zjutraj pojedli eno žabo, ali pa ste si postavili en cilj, da boste recimo na levlu 1 delali 2 ure na dan in pač tega en dan izpolnite, se lahko malo kaznujete. Ne. Kazen ni zdaj tako, da bi se bičil po hrbtu, ne, ampak da rečeš, ne vem, en teden ne bom gledal televizijo ali pa nekakšno tako besmešno, mogoče, ne vem, bom šel s šnufami spat recimo 3 dni zapored, ali pa kaj takega, ne. Se pravi, ni zdaj neko kaznovanje v tem smislu, da bi zdaj sebi povzročil bolečino pa slabo vest, ne, ker to ni namenjeno temu, da bi se slaba vest povzročala v nas, ampak ker če se nagradimo, ne, po drugi strani, če se nagradimo za stvari, ki smo jih naredili, če smo pojedli žabo, ne, je tudi fajn na nek način, da se s tem soočimo, ko pač ne naredimo, da pač nekaj ukrenemo zaradi tega, ne. Se pravi, spoznati to, bi rekla Andreja, face it, ne, da imamo vsi to vse puno, ki nas hoče prepričati, da bomo jutri, da bomo pol, da bomo drug teden, da zdaj je prevroče, da zdaj ne vem kaj, face it, ne, in potem se mu zoperstaviti. Ne, mogoče je ta moja beseda, da se lih kaznujete, malo pretirana, malo predramatična, ne, ampak na nek način pač morate nekaj ukreniti, je to zdaj kazen, je to zdaj, ne vem, karkoli, ne, pač. In na drugi strani, kot sem rekel, da se potem tudi nagradimo takrat, ko naredimo tisto, kar smo rekli, se pravi, ko smo prestopili to Rubikovo kocko, ko smo se en teden držali tega našega načrta, če smo rekli 2 ure na dan ali pa 4 ure, kakor ste si pač postavili, se potem večkrat tudi nagradite ali pa nagradimo. Zdaj pač komu je kaj milo, ne, ali greste, ne vem, na torto, na sladoled, na sprehod, ne vem, karkoli, ne. Zdaj, naslednja stvar je, vedno je še več stvari, ki bi jih lahko naredil. To je neki, recimo, en izziv, ki ga imam osebno jaz, ker vedno delam kar cele dneve, pa še ponoči, pa še ne vem kdaj, pa sobote, pa nedelje, pa skozi, ne. Se pravi, ljudje, ki so zelo sfokusirani, potem začnejo mogoče malo pretiravati. Zdaj, na eni strani sem vam prej rekel, ne, da se treba zelo resno soočiti s to našo lastno disciplino, po drugi strani pa če ste si rekli, da to 4 ure na dan, ali pa 3 ure, pač po 3 urah to nehate delati. Zakaj? Zato, ker so še druge stvari pomembne v našem življenju, ki podpirajo, zato smo uspešni pri tem, kar počnemo. Se pravi, ves ta ostali čas bi mogel tudi jaz osebno recimo posvetiti več temu, da sem fizično fit, da imam ostale odnose z okolico, ki niso v success factorju, ali pa s mojimi otroci, ali pa sorodniki, ali pa za mojo duševno zdravje, pa da bi več bral, da bi več vsega tega počel. Tako pa ta svoj delovnik, to mojo zavezo sem zdaj kar raztegnil na ne vem, 16 ur na dan in ne grem niti na dopust, niti na izlet. Praktično sem zdaj vse podredil temu, kar bi lahko rekel, vse to je super. Zdaj pa, če čisto pogledamo neko menedžiranje časa, pa to ni tako blazno super, zato ker če bi več poskrbel v času, ki mi ostane izven moje zaveze za te stvari, ki sem vam povedal, za mentalno zdravje, za fizično, za to, da bi več meditiral, da bi več bral, bi bil tudi pri tistem času, za katerega sem se odločil, bi bil bolj učinkovit, ne. Naslednja stvar je, uporabljajte rokovnik, ne. Recimo, jaz imam vedno zvezek, Ljubica tudi vem, da ima vedno hod računalnik pa zvezek je njen obvezni delovni pripomoček. Zdaj, rokovnik ni to, da si not pišemo schedule, oziroma da si not pišemo urnik ali pa kaj smo se dogovorili. V bistvu rokovnik bi mogel biti kaj prijatelj, kjer se procesira neke ideje. Ne, se pravi, prideš na webinar od nekoga drugega, si zapišeš en stavek, poslušamo intervju, poslušamo uplina, downlina, crosslina, si napišemo neko svojo misel in jo potem sprocesiramo, ne. Zdaj me zanima, koliko od vas imamo danes tukaj rokovnike, da si kaj napisali? Za Ljubico sem vedel, itak. Ljubico sem vedel. Super, 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 ne. Se pravi, rokovnik ni zgolj namenjen temu, da se vpisuje noter podatke, strojniške, ne vem, številke, bla, 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 ampak da je to nekaj, kjer se procesira neka stvar. Se pravi, procesiraš tako, da dobiš mogoče je to iz videa, mogoče je to iz nekega materiala, ki si ga pošiljamo, mogoče je to pač iz enega webinarja, mogoče je to iz konference online, ki smo imeli.
in si noter napišeš, kaj se te je dotaknilo ali zakaj si se odločil in se potem vedno se reče, ta beseda, ki je napisana, ima bistveno večjo težo kot to, da ljudje rečemo, si smo zapomnili, ne, zato ker je star pregovor prav, pametnih pišu, veste naprej, ne, ljudi zapamte, ne. Stvari, ki jih napišemo, dobijo drugačno težo, drugačen pomen, zato ker jih procesiramo čez svoj lastni miselni tok in na ta način lahko dobijo potem čez mesece, leta čisto na drugačno težo, če se večkrat temu vračate in uporabljate ta rokovnik kot svojega prijatelja. Zdaj, naslednja stvar je socialni mediji pa e-maili, ne. Zdaj je znanstveno že dokazano, da je to postala obsesija nove dobe, novodobna droga. Znanstveno dokazano pomeni, da ta obsedenost s tem, da kar naprej zdaj gledamo v e-maile pa v socialne medije, sprošča en hormon, zdaj sem sicer pozabil, kako se imenuje, ampak posledica tega je ena zasvojenost, ne, kar ni treba, da vas kaj dosti prepričuje, zato ker to zasvojenost gledamo vsak dan, ne, pejte v štarijo pa pogledajte, kam ljudje gledajo, samo še v telefone, ne, sploh se ne pogovarjajo več, samo še v telefone gledajo. Zdaj jasno gledamo, da imamo mi tak posel, kjer delamo z ljudmi, ker moramo biti stalno v kontaktu, ne gre zdaj za to, da vi zdaj to izklopite, ravno nasprotno, mi se bomo učili, kako to uporabljati. Gre se za to, da vas to ne kontrolira, ampak da vi kontrolirate to. Se pravi, prva stvar, ki bi priporočil, da se vsa obvestila izključi. Mogoče samo v ponedeljek, ne, ker Boris bo živčen, ker ne bo delal cin. Ampak to, da imamo vsa obvestila vklopljena in zato za vsak mail, ki pride, za vsak messenger, ki pride, za vsak Viber, ki pride, skozi doli cin in potem kar naprej gledamo v te svoje telefone, pač mislimo, da je nekaj toliko blazno pomembnega, da ne bi mogli tega narediti, da moramo to narediti takoj, ne. Potem se v vsakem pogovoru, ki ga imamo s komorkoli, včasih nam se zgodi, da imamo webinarje in med samim webinarjem gledamo v te naše socialne medije, te naše škatle, ne. Se pravi, gre za to, da mi kontroliramo. Jaz se odločam, kdaj, ali pa pač ne vem, kolikrat na teden bom, ne vem, odgovoril na maile, mislim, kolikrat na teden, kolikrat na dan. Je to zdaj enkrat na dan, dvakrat, trikrat in se pač spravim, da bom odgovoril, odprem in odgovorim, ne. Se pravi, potem naslednje 2, 3, 4, 5 ur tega ne bom več počel, ne da se vedno znova vračam, vsakič, ki mi na Messengerju nekaj pocengla, se vračam k temu, ne. Zakaj je to pomembno? Zaradi ene stvari, ki sem že povedal, ker je to dokazano, da nas odnaša, da je to postala neka obsesija. Po drugi strani se to nekaj, temu se reče šum, ne. Šum, ki misliš, pa se to nisem nič cajta ponudil, se to je čist usput, se to sem medtem, ko sem eno kavo spil, pa drugo ne. Ker tega šuma zelo veliko nas to utruja, ne. Prvič nas utruja, drugič nas defokusira, tretjič imamo mogoče zelo občutek, da pogledamo 20 sporočil na Messengerju, pa smo od 5 nekaj odgovorili, smo zelo veliko delali, ne. Se pravi, prvič je šum, ki je stresen, moteč, drugič je to iz stališča menedžiranja časa, mi kontroliramo, ne, da zdaj so postali ti socialni mediji, pa ta naš telefon nekaj, kar obratno, ne. Naslednja stvar je, da se ljudem naučimo reči ne, ne, se pravi, zdaj, če gledamo recimo na ljudi, ki so zelo sfokusirani na tisto, kar želijo v življenju narediti, se pač zavedajo, da vsakič, ko rečeš ja nečemu, v bistvu po drugi strani rečeš kupu stvari tudi ne. Zdaj ne vem, vsi poznate kakšne ljudi, ki so ali uspešni podjetniki, ali ki so, ne vem, zdaj zadnje 2-3 mesece sem vabil enega, da povem primer, študenta, ne, ki je v bistvu brez vsake arogance, pa brez vsakega cinizma, me je striktno zavračal, ti študiram, ne, se pravi, jaz sem pa njemu točno videl in čutil, da to ni izgovor, ampak da je človek 100% skoncentriran na svoj študij, ne, se pravi, absolutno skoncentriran in kot tak, ne, večini stvari, ki prihajajo na njegovo življenje, reče ne, zato ker se pač to ne poklaplja z njegovim ciljem. Tudi se moramo naučiti reči ne na stvarem, ki ne podpirajo tega našega cilja, seveda na prijazen pa aroganten način, ne, da zdaj postanemo ošabni, ne, da postanemo zdaj model, ki zdaj nič drugega več v življenju ne vidi, kot samo success factor. In ne bi želel, pa tudi vi si verjetno ne želite, da vas ljudje vidijo, kaj enega obsedenca v tem smislu, da se ne znate v življenju še drugega več pogovarjati.
Gre si pač samo za to, da svoj cajt cente in da dobite v svojem delovniku, v svojem tednu, ki ga pač imate tisti potrebni čas, za katerega ste se pač zavezali. Torej, to, kar vam zdaj razlagam, je samo pripomoček k temu, da to pozicionirate, da ta čas nekje potegnete ven in da ste pri tem tudi učinkoviti, tudi ne samo, da samo najdete ta čas. Ne. Naslednja stvar se pač upošteva to Paretovo načela, se reče, ne, ki ga verjetno vsi poznate. 80% rezultatov pride v bistvu z 20% aktivnosti. Ne. To je Paretovo število, ki se velja čisto na vseh ostalih drugih področjih. Ne. Kar je v bistvu še enkrat samo ponovitev tega, kar sem razlagal na začetku, da najprej pojete žabo. Ne. Se pravi, dajmo se lotiti tistih stvari, ki so mali making activities. Ne. To vsi vemo, to zdaj ni tema, da se zdaj tem pogovarjamo, ampak vsi vemo, kaj je naše delo kot v affiliate marketingu. Ne. Prav, vse ostalo, kar počnemo, kar se pogovarjamo tudi danes zraven, je v bistvu samo dopolnitev, da smo pri tem bolj učinkoviti. 20%, 80% rezultatov pride iz 20% naših aktivnosti. Se pravi, od 10 ur na teden, ki jih za nekaj ponucam, samo 2 ure prinašate res dejansko večino tistega rezultata. Naslednja stvar se pač osredotočiti na svoje prednosti pa svoje strasti. Ne. Tukaj ste zdaj zelo različni ljudje, ne. Recimo Marjan pa Boris ne bi mogla biti bolj različna, kot sta si, in je pač vsak ne bo ponosen na to, ne. Vsak naj goji to svojo prednost, ko ima. Ne. Zato, ker recimo Marjan je zelo, bom rekel, jaz temu rečem, inženirski način razmišljanja ima, se pravi analitičen, vse mora biti strukturirano po tabelcah, ne, in je pač to zdaj goji, ne, to uporablja, zato ker to v bistvu njegova prednost, to zdaj ni nekaj, da bi mogli zdaj vsi duplicirati, ne vem, Cimbalo ali pa mene ali pa Boris ali pa kaj takega. Se pravi, vsak od nas ima svoje prednosti in svoje strasti in ne to goji in ne to daje okolici. Ne. To, kar smo mi, to imamo tudi na enem slajdu od Andreje. Ne. To je v bistvu največ, kar lahko damo svetu. Se pravi, zdaj poskušati zdaj biti čist nekdo drug, ni nobene potrebe. V bistvu vsak od vas, od nas, ne bo ponosen na to, kar je in ne v bistvu tiste prednosti, ki jih ima, jih tudi goji. Naslednja stvar je tako preprosto, trapasto načelo, ker pridete do nekega opravila, ki ga lahko naredite v 5 minutah. Ne. Se pravi, ker vam ne vzame več kot 5 minut, ga naredite takoj. Ne. To pravilo zdaj se sliši čisto malo skoraj absurdno, o čem pravzaprav govori to pravilo. Ja, temu spet, če se vrnem na tiste socialne medije pa e-maile, ki sem prej razlagal, da če odgovarjate na sporočila na Messengerju, se stvari dotaknete samo enkrat. Ne? Se pravi, če se jaz odločim, da je zdaj čas, da bom odgovoril na Messengerju, bom odprl, pa bom odgovoril. Ne, da zdaj odpiram maile, pa jih malo gledam, pa to bom pol in se potem vedno znova in znova vračam k istim stvarem. O tem govori to pravilo. Se pravi, če imate 5 minut časa, da nekaj naredite, to odprete in naredite. Ne, se pravi, to so te mali tatovi časa. Ne. To so neke stvari, ki jih kopičimo, ponavljamo, prestavljamo iz točke A na točko B, jih odpremo prvič, jih odpremo drugič, to bom pol, to bom ne vem kaj in tako grejo minute. Tako grejo te, tam je Ljubica potem napisala, koliko je minut, da še jaz pogledam. 1440, evo, hvala. Ne. Tako grejo te minute. Minuto, dnevi minevajo, tedni minevajo, ne, in takole, čez takele male stvari potem nezavedajoč v bistvu izgubljamo svoj čas. Zdaj pa še zadnjega za danes, da ne bom predolg, v bistvu pravi uspešni ljudi, da produktivnost je v bistvu dejansko energija plus fokus, ne pa čas. Ne, ker v bistvu sem zdaj pa na nek način demantiral sam sebe. Zdaj sem rekel, da sem pogovarjal o menedžiranju časa, ampak v bistvu zdaj čisto novodobna doktrina prav, da ne gre toliko za menedžiranje časa. Vedno menedžiramo bolj sami sebe. Ne. In spet vidimo nazaj do tega, kako imamo mi krasen slogan. It's all about you. Ne. Zdaj, produktivnost je energija plus fokus. Če zdaj pogledamo kakšen primer, ne, zdaj najbolj uspešni ljudje dejansko res
če jih pogledamo, ne, se nam zdi, da z relativno lahkoto se delajo, zato ker se držijo enega načela, dirkaj in se spočij, dirkaj in se spočij. Sprav, oni ne delajo 18 ur na dan, ampak če jih pogledamo do zunaj, se nam zdi, da vse z relativno z lahkoto delajo, zato ker takrat, ko delajo 100% energijo in 1000% fokusiranostjo. Dirka in potem si privoščijo druge stvari. Počitek, je to zdaj počitek, je to tisto, ki sem prej razlagal, da posvečajo ostali čas družini, hobijem, osebni rasti, zdravju, ne vem, to so družbeno koristni, karkoli drugega, ne, se pravi, načeloma imajo tisti ljudje, ki so nadpovprečno uspešni, dejansko več časa si pustijo za druge stvari, kot pa tisti, ki so samo uspešni, pač, ker običajno uspešni ljudje ne začnejo dneva tako, da ostanejo in dirkajo v svojo firmo, ampak najprej posvetijo, ne vem, uro, dve sebi, je to zdaj za družino, je to za meditacijo, je to zdaj za pozitivne afirmacije, za to, da grejo na sprehod, za to, da Stephen Covey bi temu rekel, za to, da nabrusijo žago. Stephen Covey pravi, da je, če ima nekaj za opraviti, potem 80% časa posveti temu, da nabrusi žago. Zdaj, nekdo, ki je zelo rdeč, bo rekel, ne, treba kar takoj v akcijo. Ja, ampak če imaš nabrušeno žago, boš z lahkoto in hitreje in učinkoviteje posekal tisto drevo, ki ga imaš za posekati, oziroma požagal. Se pravi, če si pa nepripravljen, ne nabrušen, mentalno nisi pripravljen, potem pa s tisto žago ne nabrušeno lahko ponusiš 3 dni. Tako da vidim popolnoma smisel v tej njegovi izjavi. Toliko danes malo za menedžiranje časa. Če ima še kdo kakšen predlog, kakšno